Hišne preiskave v okviru obsežne kriminalistične preiskave korupcije v zdravstvu so se malo pred polnočjo končale. Vse osebe, ki so jih pridržali v okviru preiskave, so že na prostosti. Dobavitelji naj bi zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih ustanovah ponudili nagrade v zameno za to, da bi bili izbrani oziroma da bi zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke. Po podatkih policije je del strukture cene zdravstvenih pripomočkov že vseboval odstotke, ki so bili namenjeni za podkupnine. Ti so se gibali od 5 do 20 odstotkov. Zdravstvena zavarovalnica naj bi bila tako oškodovana za 1,18 milijona evrov. Nagrade so dobavitelji nakazovali na tekoče račune, ki so bili odprti v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Med preiskovalno preiskavo so kriminalisti našli tudi gotovino in zlate palice. Nacionalni preiskovalni urad je že podal pobudo za zavarovanje protipravne premoženjske koristi na tekočih računih osumljenih, kjer je ta denar hranjen, ter na njihovem premoženju. Kriminalistična preiskava se nadaljuje in sicer s pregledom zasežene poslovne dokumentacije in elektronskih podatkov. Poslanke in poslanci se sestajajo na izredni seji, na kateri na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljajo o sanaciji bank. Pobudniki seje od vlade zahtevajo seznam odgovornih za prejšnji teden razkrito večmilijardno luknjo v bankah v lasti države. Za razpravo so si vzeli več kot 6 ur časa. Družba za upravljanje terjatev bank, ki je v sredo z NLB in NKBM podpisala pogodbi o prenosu njunih slabih terjatev, danes pričakujejo prenos prvega paketa teh terjatev. Potem, ko je Evropska komisija Sloveniji v sredo prižgala zeleno luč za dokapitalizacijo in nacionalizacijo obeh bank, so izpolnjeni pogoji za tovrstno čiščenje njunih bilanc. Mariborske mestne svetnice in svetniki so pozno sinoči v prvem branju potrdili proračun za leto 2014. 116 milijonov evrov težak mariborski proračun je po mnenju mestne uprave razvojno naravnan, saj kar 36 milijonov namenja za investicije. Največ 2,1 milijona za obnovo minoritske cerkve na Lentu, v kateri bo svoj sedež imel novo ustanovljeni kulturni zavod glasbenega gledališča. Med druge večje investicije štejejo še dokončanje obnove lutkovnega gledališča in gradu. Več denarja je namenjenega za socialne transferje, okoli 20 odstotkov več denarja pa naj bi v naslednjem letu dobile mestne četrti in krajevne skupnosti. V novem proračunu pa so zmanjšali tudi strošek plač v mestni upravi, sicer pa se bo mariborska občina v naslednjem letu zadolžila in sicer za 6,5 milijona evrov. Nocoj bodo na slovensko-avstrijski meji v kraju Svečina uprizorili zgodbo Jezusovega rojstva. Znano biblijsko zgodbo so ustvarjalci postavili v enkratno naravno kuliso že desetletja zapuščenega svečinskega kamnoloma. Tam s pomočjo sodobnih gledaliških sredstev ustvarjajo enkratno predstavo v unikatnem naravnem okolju. Prvič so žive jaslice v kamnolomu postavili lani, letos pripravljajo še 2 ponovitvi ta konec tedna. Jutri bo oblačno, le ponekod na severovzhodu bo občasno malo sonca. Ponekod v zahodni polovici Slovenije lahko pade kakšna kaplja. V nedeljo bo v severovzhodnih krajih delno jasno, drugod večinoma oblačno. V zahodni polovici Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, a padavin bo zelo malo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V ponedeljek se bo oblačnost počasi umaknila proti jugozahodu. Danes v dnevniku televizije Maribora. Kako se bodo v Mariboru spominjali Evropske prestolnice mladih? Neustrezna uporaba pirotehnike lahko povzroči hude poškodbe, tudi okvaro sluha. Mariborski dijaki so pripravili bazar svojih izdelkov, z izkupičkom bodo pomagali socialno ogroženim vrstnikom. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.